Drage sestre in bratje, če smo včeraj ob evangeljski besedi lahko ugotavljali, kakšen je način, po katerem naj hodimo po tem svetu skozi to življenje kot kristjani. Evangelij je govoril o največji zapovedi, ki je zapoved ljubezni. Potem nas današnji praznik spominja na smer, v katero hodimo in na končno destinacijo, končni cilj našega življenja. Življenje pri Bogu v polnosti, v večnosti namreč ni privilegij redkih, ampak smo zanj ustvarjeni vsi. K temu smo poklicani vsi, k temu nas na nek način včasih bolj jasno, včasih morda malo manj jasno, ampak vodi hrepenenje, ki ga lahko čutimo, ki ga lahko doživljamo, hrepenenje po polnosti, hrepenenje po eni končni zadovolitvi, ki jo za nas ljudi lahko pomeni samo Bog. Svetniki so nam lahko na nek način v trojno pomoč. Par besed o tem danes. Prvi vidik pomoči so zagotovo njihova življenja, njihovi življenjepisi. Svetniki so nam lahko vzor. Vsak od teh ljudi je živel v svojem kraju, na svoj način, v svojem kontekstu, je imel za seboj eno svojo zgodovino in se je v določenem trenutku soočal s svojimi izzivi. In kakorkoli se kdaj trudimo svetnike potem malo tudi klasificirati, jih popredalčkati, v resnici je vsak od njih enkraten, neponovljiv. In njihova življenja so lahko nam predvsem navdih. Takrat, ko se, in vsak od nas se, prej ali slej, sreča z vprašanjem, kako v mojem življenju tukaj in zdaj živeti usmiljenje. Kako naj se v mojem življenju tukaj in zdaj spopadem z očitno krivico, ki se dogaja meni, ki se dogaja morda mojim bližnjim, ki se morda dogaja ljudem, ki jih samo poznam. Kako se soočiti z odpuščanjem, ko čutim, ko doživljam, da ne morem odpustiti. Kako se soočiti s tem, ko doživljam, da meni nekdo ne more ali noče odpustiti. Kako živeti solidarnost z vsemi tistimi, ki so še danes okrog mene manj privilegirani, imajo morda manj dostopa, manj možnosti, da bi v resnici sami odločali o svojem življenju. Vse to so vprašanja, na katera so tako ali pa drugače svetniki skozi zgodovino morali iskati vprašanja. Kako v ta svet prinašati tisto ljubezen, ki so jo izkušali in prepoznavali v odnosu z Jezusom? Kako to ljubezen, ki jo ima Bog do mene, kako jo zdaj dajati konkretno naprej? Kje in kako sem poklican? Kot rečeno, njihova življenja svetnikov ne dajejo nekih vzorcev, ne dajejo nekih naprej narejenih receptov, so nam pa lahko v navdih in so nam lahko v vzor, kako iskati. Vsak od nas bo moral najti svoje odgovore na ta vprašanja, vsak od nas bo moral najti svoje načine, kako v tem svetu živeti največjo zapoved ljubezni. Ampak svetniki so nam lahko vzor. Poleg tega, drugi poudarek, svetniki so nam vedno vir upanja. Nihče se ni rodil svetnik in precej svetnikov je imelo vsaj en del življenjske poti, precej grob, precej razrukan, s precej luknjami in daleč od vzornega, daleč od tega, kar bi lahko označili za svetniško življenje. Ampak vsak od njih je v enem trenutku svoje življenje spremenil. Se je srečal z ljubeznijo, tako ali pa drugače, in je to njegovo življenje postavilo v novo smer, na drugačne tirnice,
In ne samo to, da so ljubezen srečali, ampak so se tudi odločili za drugačno smer. Kot pravi modrost, vsak svetnik ima svojo preteklost in vsak grešnik ima svojo prihodnost. In ne glede na to, kje se mi čutimo, vidimo danes v odnosu z Bogom, življenje svetnikov so nam v upanje, da vsak od nas lahko svoje življenje naredi še boljše, ga lahko usmeri še bolj proti Bogu, ga lahko usmeri še bolj v služenje vsem tistim, ki potrebujejo našo pomoč, ki jim lahko pomagamo. In tretji vidik, tretji poudarek, ki se mi zdi pomemben, je to, da so svetniki naši priprošniki, da so tiste osebe, ki za nas molijo, neprestano molijo pri Bogu. Morda se zdi to kdaj čudno, zakaj bi zame nekdo molil, ki me morda niti ne pozna. Ampak če se spomnimo na včerajšnji odlomek, evangeljski odlomek in na to zapoved, največjo zapoved, tako kot jo Jezus opredeli, ugotovimo, da sta pravzaprav ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega neločljivi. In po svoje je nepojmljivo, da bi ena oseba, ki zdaj živi v polnosti Božje ljubezni, v Božji bližini, da bi ne želela, da v to polnost, v to bližino pridejo tudi vsi tisti, ki smo še na poti zorenja, ki smo še na tem svetu in se še učimo. Ne gre drugače, ne gre drugače. V tem je lahko en velik vir tudi našega veselja, našega zaupanja, da se bomo morda še z večjim zagonom, še z večjo odločenostjo odločali spreminjati svoje življenje, iskati Boga, dokler se da najti, tukaj in zdaj, prepoznavati znamenje Božje ljubezni in potem spodbujeni s tem, navdihnjeni s tem, iskati priložnost, kako to ljubezen dajati naprej. Milost je, tako pravi teologija, milost je participativna in Bog ničesar ne želi narediti mimo nas, brez našega sodelovanja. Išče nas, ampak želi tudi naš pristanek, želi naš odgovor, želi našo odločitev. Naj nas današnji praznik in zgled svetnikov spodbudi, da bomo morda tudi mi premislili vsaj življenje svetnika, svetnice, po katerem nosimo ime, se morda vprašali, kaj je meni lahko v navdih. Morda poiščemo kakega zavetnika v zvezi s poklicem, ki ga upravljamo. Morda poiščemo kakega svetnika ali svetnico v zvezi s hobijem, ki me navdihujejo, ki mi dajejo veselje v življenju, da bi pri njih iskali navdih, da bi nam lahko bili, kot rečeno, v vzor, v upanje, v zaupanju, da so naši priprošniki, da bomo na ta način lahko tudi mi vedno bolj sveti, vedno bolj svetniški, vedno bolj podobni Jezusu, vedno bolj podobni temu, za kar smo ustvarjeni kot Božji otroci.